V tej seriji v zakonski zvezi sem vam poskušal podati nek pogled zakonske zveze z okni, še posebej zadnje dve predavanji. To veliko bolj jasno vidite in nadaljevali bomo. Prejšnjič, ko smo si pogledali v ta odlomek iz Efežanov, ki ga bomo kmalu prebrali, in ko smo brali te vrstice, smo rekli, da smo začeli govoriti o zakonski zvezi kot prijateljstvo, duhovno prijateljstvo, prijateljstvo z dimenzijami v večnosti. Še enkrat bi vam rad prebral ta odlomek iz Efežanom 5 in potem bi nadaljeval in upam, da bomo končali to tematiko, da razumemo zakonsko zvezo kot prijateljstvo. Tudi smo preučevali zakonsko zvezo kot predanost, kot službo, ministriranje, sedaj pa kot prijateljstvo. Gre za duhovno prijateljstvo, za prijateljstvo v svetu z okni. Še enkrat preberimo ta odlomek, dokler ga ne boste poznali že zelo dobro. In potem bomo razširili to tematiko zakonske zveze kot kozmično prijateljstvo. Vrstica 21. 5. poglavje Efežanom. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno cerkev brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in ga neguje, kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in materi in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. Ta osnovna teza, če se spomnite iz prejšnjih predavanj, je, da je v bistvu zakonska zveza prijateljstvo. Drugače povedano, zakonska zveza ni romantika v osnovi, ki je oblečena s prijateljstvom, ampak je v osnovi prijateljstvo, ki je oblečeno z romantiko. V osnovi ne gre za romantiko in privlačnost, in da je tako prijateljstvo nekako samo pridodano kot čudovita opcija ali pa plus, če ga imate. Ampak bolj zakonska zveza, biblična, je v osnovi prijateljstvo, ki je romantika, tista, ki to začini. In zadnjič smo o tem govorili. Če se boste z nekom poročili, bi se morali poročiti z nekom, ki je sedaj ali pa ima potencial biti vaš najboljši prijatelj. Ne smete se z nekom poročiti, s katerim se zavedate, da ne bi bila oseba, ki bi vas lahko razumela in se bi lahko z njo pogovarjali. Hkrati pa predstavljamo tudi strukturirano prijateljstvo. In to bi vam rad pokazal, danes bomo šli čez to temo. Struktura prijateljstvo ni samo ta naklonjenost. Prijateljstvo je pa določena sorta ljubezni. In prijateljstvo ima to strukturo, 3 komponente. In to vidimo v tem odlomku. Struktura pa je, prijateljstvo je globoko enost, ki pride, ko se dve osebi potujeta proti istemu horizontu. Torej globoka enost, ko dva potujeta proti istemu horizontu. Enost, to je prva stvar, torej skupaj hoditi, 2, in tretjič skupni cilj, proti katerem gresta. Potem imamo pa še to ilustracijo telesa, o kateri še nisem govoril in zato moram danes to omeniti. Če si podrobno pogledamo, boste videli, da ta odlomek v bistvu govori o ideji, da sta mož in žena del istega telesa, da je mož glava in ženska je telo. In to je ista ilustracija, kot Pavol opisuje telo Kristusa na zemlji. Da smo vsi pač deli telesa. In on pravi, da bi mož in žena mogla upravljati z drugim tako, kot mi to počnemo s svojim telesom. Tako dva postaneta eno telo, eno meso, in cilj je, da telo predstavimo Gospodu popolno, brez madeža in brez gube. Do tega pa pridemo tako, da ga hranimo in čuvamo in skrbimo za to telo in ga umivamo.
Ilustracija je pa zelo zanimiva. Vi od vašega telesa niste ločeni. V svojem telesu lahko razmišljate kot o nečem, kar je del vas, ali pa ni. Zdaj, ker lahko se odzovete na to. Niste ločeni s telesom. Kar se zgodi vašemu telesu, se zgodi vam. Na isti način lahko gledate vaše telo, delate na vašem telesu, lahko rečete, da ima napake, da je izven forme in da ga je treba drugače obleči, prati drugače, treba je skrbeti za telo, delate s tem telesom. In vaš cilj je, da ga predstavite, da bo v pravem stanju. In Biblija trdi, da je zakonska zveza taka. Samo ko vidite, kako gre ta odlomek naprej in nazaj med tem, kako Kristus skrbi za svoje telo, to smo mi. Kar pa je jasno, tukaj je naloga moža in žene, da posvetujeta drug drugega proti skupnemu horizontu, ki ga dve osebi v zakonski zvezi imata. Reč, ki je v samem bistvu os, v katerem vse se vrti okoli v zakonski zvezi, je dejstvo, da imava oba svojo vizijo, kaj lahko postaneva v Kristusu, kaj lahko drug postane v Kristusu in oba dva sva na poti do tja. Prejšnjič sem o tem govoril, ko sem govoril o tem horizontu, tokrat pa bi govoril o kaj to pomeni, da skrbimo za to telo, kako pridemo do tega horizonta. In nekaj komentarjev bom dal tudi o tej skupni enosti na poti do tega horizonta. Torej ta globoka enost, ki pride na poti do tja proti horizontu. Zadnjič sem rekel, da si predstavljate, kaj ta oseba v bistvu postaja. Da dobite vizijo te slavne podobe, popolnega žareče osebe, za katero želite, da bi ta oseba postala. In se veselite, kako se ta oseba v to spreminja. To ni nekaj, seveda, kar je specifično samo za zakonsko zvezo. Taki bi vsi kristjani morali biti, ne? To je prijateljstvo z okni, tako rekoč. Če dobro poznate kakšnega kristjana, spoznati kristjana je neke vrste tako kot najti goro na oblačen dan. Gledate in vidite, kako veter razpihava vse stvari in v neki točki lahko vidite vrh. Večinoma pa je popolnoma oblačno. Kar naenkrat veter zapiha skozi oblake in kar naenkrat vidite belino tiste gore. Kako na kratko zasije sonce gor na tisto goro. In še preden si zamislite, pride nazaj megla. Torej, spoznavanje kristjana je neke vrste tako. Tudi spoznati vas je nekaj podobno temu. Vsake tok časa dobite vizijo razsežnosti, slavnostne te osebe, kakšna bi lahko postala. Vidite vizijo, kakšna bi bila ta oseba, če ne bi bila ujeta v grehih in napakah. Dobite idejo, lepoto, ko se predate delu za to. Potem rečete, vidite, Sveti Duh deluje, da bi to osebo spremenil v to in jaz bi rad bil del te sinergije, jaz bi rad bil del tega procesa. Kar pa to v bistvu biblično pomeni, da se zaljubite, če bi se tekom poročili, da veliko dobite vpogled na ta slavnostno podobo te osebe. Reče, jaz sem predan temu, jaz želim biti tudi kot svečnik na mizi. Skozi molitev in službo bi rad pomagal, rad bi da luč te osebe, ki žari, ki je zaklenjena v njej. Želim, da ta luč, da se razodane. Tudi druge osebe bi rad, da vidijo čudovitost te osebe, da ta oseba čim prej lahko raste v to smer. V to smer bi mogla iti vsako krščanstvo prijateljstvo. Počnete to? Ali samo poskušate ugotoviti, kakšno glasbo posluša ta oseba? In mimogrede, še veruje v Biblijo, wow, čudovito. Recimo pogled na svet brez oken, to ni odnos, ki gleda v prihodnost po tem življenju. Da bi konstantno rekel, želiva biti prijatelja za milijarde let. To je zelo težka stvar. V velikih mestih, kjer prijateljstva trajajo morda 8 mesecev in se ljudje selijo. Ampak takšna bi morala biti vsa prijateljstva in še posebej zakonska zveza. Tako prijateljstvo mora biti. Kakšne so torej implikacije? To je ta horizont. Implikacije tega pa so zelo čudovite. Nekaj sem jih že omenil. Če je to vaš horizont, če želite tja iti, je prva implikacija, da boste neprestano skakali ven in noter iz tega, da imate nekaj radi. Prosim, ne rečite, da ga ne ljubite več. Spomnite, kaj smo rekli, da je ljubezen? Ljubezen je predanost tej osebi. Ljubezen je obveza. Da imate nekoga radi, je pa bolj čustvo.
Dejstvo je, da boste neprestano imeli nekoga radi in malo manj radi. Zakaj je temu tako? Če ste recimo v takem odnosu? Zaradi tega, ker na nek smislu tisti pravi permanentni jaz še pride. Ker sicer imamo značajske lastnosti, ki bodo zgorele in jih ne bomo več imeli take. Torej niso permanentne, so začasne. To bo prišlo tudi do trenutkov, ko boste gledali na to umazanijo in boste jezni zaradi tega. Proces zakonske zveze. Zakonska zveza je v bistvu talilnica. Pride do iskric, in to ne romantične iskrice, vročina je. Vsakeč, ko vzamete železovo rudo, ki ima čudovito kovino in tudi veliko nečistoč, ki jih je treba izkuriti, je treba dati to v peč. In v peči tisti šund smeti se odstrani in tisto, kar je pravo, čisto, prava kovina pa ostane. V zakonski zvezi dve osebi strinjata, kaj je tisto slavnostna oseba in kaj je tista umazanija. In to razumete in na to tudi pokažeta. In drug drugemu lahko rečeta, to je tisti pravi ti in to je tisti pravi jaz. In to veva, da Bog želi, da tak sva. To so smeti in to mora iti, to se mora stariti. Tukaj morava skupaj delovati proti temu. Seveda bodo prišli čas, ko se ne boste več imeli to radi, ker je veliko nečistoče. So časi, ko rečete, to so nečistoče in to mora iti. In druga oseba pa reče, se bojuje s tem, ja. Ampak čudovita stvar glede tega pa je, v normalni zakonski zvezi, ne krščanski, torej ne zakonski zvezi, ki ima ta horizont za večnost, ampak v navadnem zakonu, ko pride do teh točk nečistoč v drugem značaju, ki so tam, definitivno so v zraku, tem to ne vidite kot nečistoče, ampak si preprosto mislite, da si želim, da bi imel koga boljšega. Pridete do teh nečistoč in lahko si predstavljate, da bi kdo bil boljši, ampak kar je zanimivo, ko ste zaljubljeni, ko sta dve osebi zaljubljeni in razmišljate v teh linijah in sta poročena, imata ta horizont, potem si lahko seveda predstavljate koga boljšega, ampak osebo, ki ste si jo predstavljali, da je boljša, z njo ste že poročeni. Želite si popolnost, ampak želite njegovo popolnost. Popolnost, ki je lahko ta oseba, kar lahko postane. Zdaj, ker želite, da so oni ta žareč značaj, popoln in svet značaj njega, ne drugega. Seveda ste trenutno jezni na njega. Hočete drugega. Njega želite. Edini način, da boste dobili tega popolnega, je tako, da ostanete z njim. Ker so kristjani in tudi vi ste kristjan. In Biblija pravi, Pavel pravi kristjanom v Filipljanih, prepričan sem, da tisti, ki je začel dobro delo vas, ga bo tudi dokončal, do Kristusovega prihoda. Ko je lahko Pavel to rekel celi cerkvi, jih pozna, se jih še nikoli niti ni srečal. Če si kristjan, če si pravi kristjan. Jaz vem, da dobro delo, ki ga je začel v tebi, ga bo tudi dokončal do njegovega prihoda. Lahko pričakujete, da boste včasih več ali manj drug drugemu všeč. A vseeno ta predanost služenju drugemu raste, ker sovražite to nepopolnost in se želite odstraniti. In seveda si želite popolno osebo, ampak želite to popolno osebo. Še ena implikacija, zelo na kratko, zadnjič smo jo tudi omenili, zavedati se morate normalne kulturnega vzorca. Spomnite, ko sem rekel, da je v osnovi zakonska zveza biblično prijateljstvo, začenjeno z romantiko in ne obratno. In običajno se zakonskega partnerja izbere tako, da gledamo nekoga, ki nam je telesno privlačen. In izključimo vse, ki nam niso privlačni telesno. S tem izključimo tiste ljudi, ki bi lahko bili čudoviti prijatelji, tisti, ki bi imeli čudovit zakon z njimi. In svetopismo pravi, da lepota mine. Ne? Samo toliko lepotnih operacij lahko imate in na koncu bomo vsi izgledali tako ali tako. Kar običajno storimo je tako, da izločimo vse ljudi, razen tistih, ki so nam telesno privlačni in morda kdo izmed teh meni dober prijatelj. Namesto, da bi gledali obratno. In rekli, kako lahko najdem nekoga, ki sem privlačen k njegovemu značaju, k njihovi smernosti, njegovim ravnoteženosti, modrosti. Čisto iskreno, pride do polne privlačnosti do nekoga, ker jim postanete globoko ena, katerega značaj poštujete. In on hkrati spoštuje tudi vaš značaj. Nič ni bolj seksi kot to. To je čisto drugačna vrsta seksa. Drugačna privlačnost. In neverjetno je, kako to ni popolnoma neodvisno, ampak samo delno odvisno od njihovega izgleda, od te osebe. In ko leta minevajo, to postaja vedno bolj globoko, da če vaš izgled že šepa. Na koncu pa,
kaj sploh želite. Pazljivi bodite glede tega vrstnega reda. Naj bo prijateljstvo začinjeno z romantiko in ne obratno. Zakaj bi začeli z privlačnostjo prvo in v procesu eliminacije izbire? In tretja točka. Obstajajo ljudje, in v Svetem pismu piše, ki imajo talent biti sami. 1. Korinčanom 7, kar to pomeni. Če pogledamo tudi staro zavezo, ko je Adam bil stvarjen, je bil sam, zato ker je bil moški. In kar je Bog storil, ko je naredil človeka, je ločil njegove atribute med moža in ženo. Možje so drugačni od žensk in ženske so drugačne od moških. In zato, ko je Adam našel Evo, se je čutil popolnega, izpolnjenega. In to se zgodi samo drugim spolom. Polnen se je počutil šele, ko je imel globoko prijateljstvo z nekom drugega spola. Obstajajo ljudje, za katere Biblija pravi, da imajo dar, čeprav so sami, lahko zdržijo, ne potrebujejo te globoke utehe, tolažbe, za katere izmed nas to absolutno potrebujemo, da bi bili srečni. Nekateri ljudje imajo dar samote, ne potrebujejo te globoke potrebe za to izpolnjenost. Kaj pa ostali izmed nas? Kaj pa mi, ki imamo to potrebo? To komplementarnost prijateljstva drugega spola. Ampak tega nimamo zato, ker a, nismo še našli nekoga, s kom bi se poročili, ali pa nas je strah zakonske zveze. Seveda so tudi nevarnosti in nevarnost je to, da boš poskušal dobiti to izpolnjenost, neprestano poskušal to dobiti brez zakonske zveze. Biblija pa pravi, da edini varen prostor je to imeti v zakonski zvezi. O tem smo že govorili. Permanentna, ekskluzivna predanost moža in žene drug drugemu. Da želita svoje življenje drug drugemu. Permanentno, ekskluzivno, legalno zavezujoče. In to je edini kraj, kjer lahko imate to globoko enost. Vedno to ni neka reč, ali ni mogoče spodrsniti, ampak Biblija pravi, to je edina varnostna mreža, ki je dovolj močna, pri vse svoje ranljivosti lahko razgalite, kar naj bi bilo v zakonski zvezi. In še, kakor veliko izmed vas veste, še vedno vas lahko raztrga v zakonski zvezi, ampak sigurno tega sploh ne bi smeli poskušati zunaj zakonske zveze, te varoval mreže v zavezujoči pogodbi zavezi. In obstaja nevarnost, da si želimo biti v taki intimnosti in dobiti neko to tolažbo in dobiti to izpolnjenost brez zakonske zveze. Zakaj? Zato, ker nam nihče ne želi tega dati ali pa ker se bojimo sami sebe. Kakšni so načini, da to lahko storijo? Eden je očiten in to je, čeprav ta oseba ni prijatelj, bomo vseeno imeli spolne odnose z njo. Zato, ker na površini se nam to nekako zdi za tisti trenutek, da smo izpolnjeni. Ampak to je še vedno tematika zase. Biblija pravi, da to ni prava pot in da tega se ne izpolni na ta način. Ugotovili pa boste, da postajate vedno bolj samotni, ko imate spolne odnose izven zakonske zveze. Drugi način, kako lahko to storite, da ko sta moški in ženska, za kakršnekoli razloga odločita imeti to globoko enost, najboljše prijateljstvo, a zavrnete, da bi bila romantična. Imate osebo, ki je drugega spola, ki je moj najboljši prijatelj, kogar ni, ki bi bil bližji, tako ne ta oseba, ne jaz, ali oba dva, nočeva biti romantično predana. Bova bila romantična, samo to globoko prijateljstvo bo imela. Za nekaj časa to deluje in trdim, da na koncu bo res nekdo umrl, ko gre za moškega ali žensko. To pomeni, da ena oseba pravi, da je to super, nisi posesiven, nisva romantična, samo dober prijatelj in druga oseba recimo umira. Ker ta oseba se čuti, da je poročena, potrebuje to zaveza, potrebuje to ekskluzivo dovoljenje. Torej, če poskušate dobiti to izpolnjenost izven zakonske zveze, potem nekdo lahko umre. Včasih je to ženska, včasih moški, v obeh. Boje možno. In še en pristop je, kjer dve osebi istega spola želite dobiti to globoko enost skozi seksualno prijateljstvo, in to je seveda druga tema, ampak lahko vam to povem, da Biblija pravi, da tega ne morete dobiti, te izpolnjenosti, ki jo dobite samo v zakonski zvezi drugega spola. Prijateljstvo istega spola vas ne more tako izpolniti, kakor je Eva bila storjena zato, da je izpolnila Adama. Ljudje to poskušajo nekako razložiti ali pa zanikajo to.
Predlagam vam pa, da ste previdni glede tega, da bi poskušali dobiti to izpolnjenost, ki se zgodi skozi prijateljstvo med dvema različnima spoloma. To potrebujemo in to si želimo. Razen, če imate dar samskosti, vendar tega ne moramo poskušati brez zakonske zveze. Če ni zakonske zveze, zaveze, pogodbe, potem smo bolj suhi in prazni. Zadnja točka, zadnja implikacija te ideje, da je zakonska zveza zaveza med dvema osebama, ki sta predani poti k svojim slavnim podobam, k Bogu, drug drugega želita predstaviti žareča pred Božjim prestolom. Zadnja implikacija je tole, kako lahko razumete, ali imate prijateljstvo, na kateri lahko bazirate svojo zakonsko zvezo. Veliko ljudi pa pride in prav reče, glej, ja, privlačiva drugega, dobra prijateljstva, super. Ampak kako vem, če je to odnos, o katerem si govoril? Ko ne vem, a je to tisti pravi odnos, ki bi ga moral imeti. In povem vam, strinjate se lahko o tem, kaj naj bi bil pravi jaz in kaj so nečistoče. To pomeni, da ko se drug z drugim pogovarjata in v vajinem odnosu, ko preživljata čas skupaj, potem odkrijete, da ko se pogovarjata iz moške perspektive, ne samo, da ima ona globoko pogled v to, kaj si lahko in naj bi bil ta slavni jaz, najboljši ti, ne samo, da vidi, ampak na nek način ona to vidi nek način bolje kot ti. In ko se z njo pogovarjaš, odkriješ še boljšo sliko o tem, kakšen bi moral biti. In te to plamenti glede tega. Postaneš bolj strasten. Z drugimi besedami, pod črto, kako zvedeti, ali je ta ženska dovolj dobra prijateljica, da bi se z njo poročili. Je, ali bi zaradi nje želeli postati bolj sveti. Ali vam daje ta vpogled, vizijo o tem, kaj bi vi lahko bili v Kristusu, kar vas tako spodbudi, da bi želeli tja priti. In ali ste spoznali, da si tega želite sedaj več, s tem, ko bi bili z njo. In pravi preizkus pa je, da to deluje tudi obratno. Če je ona tista, ki vam pomaga, da to vidite, in da je ona tista, ki vi pozna vas, vašo prečiščeno obliko, ampak če vi ne morete njej pomagati z njeno podobo, potem še enkrat, potem je to razdirajoče. Zato se mora to zgoditi v obe smeri. Če se lahko strinjate na to, kar je to tisti pravi jaz, če se lahko strinjate na to, kaj so nečistoče in kaj je prava stvar, prava kovina, potem imate prijateljstvo, na katerem lahko bazirate zakon. Z okni odprti na večnost. Sedaj pa je vprašanje, kako priti do tega? Kar nekaj ljudi me je vprašalo to. Problem s tem pa je, nisem se poročil z ničemer s tem, kar sem tukaj slišal. In dejstvo je, da nisva prijatelja. Poročil sem se z njo, z njim, zato ker sva dobro zgledala, dobro sva se zabavala, vsi so rekli, da sva primeren par. In dejstvo je, da se z mojimi moškimi prijateljami pogovarjam stvari v moških, ki sicer nikoli ne bi mogel govoriti z žensko. In seveda velja tudi za drugo stran tako, a ne? Ženske bodo rekle, da grejo do svojih prijateljic in govorijo o stvareh. In pravijo, da se njim ne bi mogle predstavljati, da bi mož lahko to razumel. To pač bil nekrščanski pogled in razumevanje zakonske zveze. Kaj lahko v takem primeru storite? Odgovor pa je, tu v Svetem pismu piše, da ni razloga, zakaj bi morali obupati. Če se odločite, lahko to osebo naredite za svojega prijatelja in greste v to smer. In Biblija nam kaže, da sta za to dva dela. Torej greste, če gremo nazaj k telesu, ta metafora. Na eni strani piše, tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi ženo, svoje ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje kakor Kristus cerkev. Naprej pa piše, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Torej, da bi bil prijatelj, moraš biti pripravljen delati tako negativne kot in pozitivne stvari. Negativne so to čiščenje telesa, pozitivne pa so hraniti, čuvati ga. Zdaj pa razmislite, ne boste prijatelja, razen če imate oboje. Samo orišem lahko te stvari in to so zelo pomembne stvari. Na eni strani razmislite o tem, kaj to pomeni, da čistite telo. To je nekaj osebnega. To pomeni, da morate recimo čistiti zobe. Tudi recimo, ko izločate, se obrišete, ne? Čistite se za nohti.
Ukvarjate se tudi s problemi vaše kože. Delate ko se stuširate in ko se skopate, in to so najbolj osebne stvari, ki jih počnete, da skrbite za svojo čistočo. Biblija pa pravi, ko se poročite, bo vaš soprog imel tak dostop do vas, do najbolj osebnih stvari vašega življenja. In to pomeni, da je vaš partner videl in se udeležil čiščenja te umazanije. In če to sovražite in če to prezirate, tem zakonske zveze ne razumete in ta oseba nikoli ne bo vaš prijatelj. Eden od načinov, kako lahko ta oseba vas čisti s tem, da on samo preprosto je tam z vami. Recimo, če ste vzkipljiva oseba, ali ste neodločna oseba, vas se bojite, ali ste morda kritična oseba, nepotrpežljiva, vedno na nek način sam sebe očiščuješ, nekje na privatnem. Pa ste resnično jezni, prestrašeni, če ste resnično tečni, grozni, več ali manj lahko to skrivate pred ljudmi, ampak sedaj ste pa neprestano poniženi. Poniženi zato, ker te reči so, ki jih vaš soprog vidi. Duhovno neprestano izločate vse te reči, vse posod. Vaš zakonski partner to vidi. In sedaj vaš zakonski partner reče nekaj glede tega. To pomeni, da vaše značajske neodločnost, strahovi povzročajo tudi probleme za vašega soproga. Torej sta oba dva skupaj tečna, oba dva sta v tem blatu, oba dva se bojita. Kaj to na eni strani stori? Nekako očiščuje zaradi tega, ker je že samo nekdo tam zraven, ker to vidi, ker prvič morate več živeti v zanikanju tega. In vsak svetovalec vam bo povedal, da če živite v zanikanju, tem ne morete storiti ničesar glede tega. In to je najhujša stvar. Na drugi strani pa vam zakonski partner nekaj lahko reče glede tega in vam pomaga s tem. Da seveda zavedate, da je narava zakonske zveze v tem, da vam zakonski partner pri tem pomaga, vas čisti, ima aktivno vlogo. Na drugi strani pa morate biti tako nežni. Veste, kako je, če vas drug čisti? Nežni ste sami sabo. Predstavljate, da vam nekdo drug nitka zobe? Je kar strašljivo, a ne? Si predstavljate, da vas nekdo striže nohte? Druge reči? Strah vas je zato, ker je zelo težko drugemu biti dovolj nežen. Če ste poročeni, je to tudi vaša naloga, da te stvari počnete. Vaša naloga. Greste na področja, kjer še nihče ni šel. Ampak kako to storite? To storite še kako nežno. Se obadamo z drugimi grehi, čistimo drugega grehe, pokažemo na grehe, priznamo grehe, da smo odgovorni za grehe. Če se to ne dogaja, potem nista prijatelja. Sigurno nimate tega horizonta, cilja pred sabo. Imate odnos, kjer se morate drugega izogibati, ker sta preveč občutljiva, to pomeni, da nista predana temu razumevanju zakonske zveze in ne morata biti prijatelja. Obstaja pa seveda tudi pozitivna stran. Sedaj bomo počasi zaključili, naj vam še nekaj preberem. Pozitivna stran, da hraniš in skrbiš za telo in odkriješ, kar ga gradi in kar ga hrani in ga osrečuje, kar ga dela močnega. Na tej točki povem za koncem resnično izživite odrešitev Jezusa. Ker to, kar Jezus stori, on pride do vas in reče, ti si moj ljubljeni otrok, katerim imam veliko veselje. Vam nekam preberem. Verjetno ste to že slišali. Zakonska zveza vas obnavlja. V okviru zakonske zveze se srečamo z možnostjo odrešitve polnega življenja. Retrospektivno ozdravitvijo svoje osebne zgodovine, temeljito s preobrnitvijo svoje biografije, ki je Božje delo, začeto v tem življenju. In zdi se, da je Bog v zakonski odnos vložil dovolj čustvene moči, da lahko oporeka avtoriteti nakopičenih biografskih razsodb in tako reši preteklost. Veste, kaj tukaj piše? Sem že rekel nekoč. Ko se poročite z nekom, ja, druga oseba ima pravico, da vas očiščuje vaših napak, ampak tukaj se še zgodi nekaj. Obstaja ena zelo pomembna analogija, vzporednica. Bog je ustvaril zakonsko zvezo s to močjo, da če vam vaš zakonski partner reče, ste čudoviti, se počutite čudovito. Ne glede na to, karkoli drugi pravi. Ne glede na to, kar kultura pravi. Če vam zakonski partner pravi, to je vseeno, kar sta ata in mama rekla, da je vseeno, kaj učitelj rekel, ti si čudovit, vseeno, kar pravijo, ti si super, ti si nekdo, ki ga občudujem. Odlomek tako pravi,
da imate izjemno zmožnost, da v celoti reprogramirate samo podobo svojega zakonca. Vaša beseda ima moč, da popolnoma premaga mnenja, stališča, razsodbe, ki se bo kdajkoli bila podana na vašega zakonca. Vaš partner veruje v sebi te stvari, ki jih je slišal preko teh mnogih let. 100.000-krat so mu rekli, kakšen je. In sedaj vi imate moč, da popolnoma to preobrnete. Če vaše srce obsoja, v tem primeru vaš soprog močnejši od vašega srca. To pomeni, da če bi vsi na svetu rekli, da ste grdi, vaš zakonec pa reče, da ste lep, bi se počutili, da ste lepi. In isto to pomeni, tudi če vam cel svet pravi, da ste lepi, vaš zakonec pa obratno, potem boste se počutili, da ste grdi. To je vaša odrešilna moč, sposobnost. Hranita in cenita drug drugega. Odkrijeta, kaj je v drug drugem dobro, popovesta in potrdita. Edini način, da vemo, da to sploh deluje, je zato, ker je Jezus Kristus sam to storil. Jezus je ta prijatelj. Jezus je tisti, v katerem piše, da lomljenega trsta ne prelomi in tlečega stenja ne ugasi, dokler ne privede sodbe do zmage. In to pomeni, da je on tisti Bog, ko kot oseba prišel v vaše življenja in vas peljal do zmage, ampak med tem časom, za tako nalomljen trst vas bo skrbel za vas tako nežno, da se ne bi odlomili. Če komaj še kaj tlite, da se kadi iz vas, komaj kaj, kot recimo sveča, ki je že skoraj ugasnjena, ampak še čisto malo tam tli, malce ogenjčka, vas on ne bo ugasnil. To je prijatelj. Nekdo, ki vas bo popeljal do zmage, ki je predan z vas, ki vas ne bo izpustil, vam bo povedal vaše napake, hkrati je tako popolnoma predan do vas. In vam neprestano pravi, ljubim te, skrbim zate. On je večji od vašega srca. Premaga vse, kar je kdorkoli rekel kdajkoli o vas. In v zakonski zvezi, če to živite to, dragi prijatelji moji, imejte zakonsko zvezo, pripravite se zakonsko zvezo, če še niste poročeni. Poročite se, če ste v zvezi, in to na način, da imate okna odprta v večnost. Dajmo moliti. Oče, sedaj, ko bomo deležni Gospodove večerje, ko bomo deležni kruha in grozdnega soga, te prosimo, da se bomo spomnili tvojega prijateljstva, Jezusa Kristusa, kako je umrl za nas, kako nas je ljubil, kako je predan do nas, kako je konsistenten, kako si ranljiv z nami, kako komuniciraš z nami, da bi lahko tudi mi postali prijatelji, ki lahko izgrajujemo tudi druge ljudi tvojemu prestolu. In pripravi nas, da bi bili kot možje in žene, ki bodo hkrati tudi prinesli tebi slavo in veselje. To te prosimo v Jezusovem imenu. Amen.